Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 96. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril s Tejo Kleč, ki je oblikovalka, zdaj je industrijska ali grafična, bo sama povedala, dela full fajn zadeve, med drugim zvezke, pa jazzve poslikava, pa en spominje naredila, ki je zelo, zelo fajn. Tako da je bil fajn pogovor. Še enkrat, naprej začnemo, pa full hvala vsem, ki podpirate Apparatus, pa unim, ki to še boste naredili. Res vsak evro prije, pa meni da novega zagona, ki tole delam. Tako da, če imate šanso, bom full hvaležen, če greste na apparatus.si/podpri. Drugač pa, evo, Teja. Ja, zdaj kiwi, ok. Prvo vprašanje. Dobar dan. Ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jo, če bi to vedela, lahko šla v penzijo. Moje ime je Teja Kleč, mogoče me kdo bolj pozna pod Teja Ideja. Sem oblikovalka, hči, sestra. V redu. Tako. To je to, še malo še biološki, pač, tako na cenzusu. Ne tako, kot v smrtnicah pol pišejo. Ja, ok. Zašljiva depresivna. Ne, okay, pa tako, nisem vedel, da bi se prvo stava pogovarjal pač o oblikovanju ali o netu, ne? Ampak sem v prvo oblikovanje, pa o netu, to sem se zdaj odločil. Kukrčoš. Ker si pač rekla oblikovalka. Se pa tudi net na pamet učim, ki mi je super, tako, ja. Da me lahko tudi kaj v netu. Ja, to tam definitivno, ker to me v bistvu še tako ful zanima. No? Ampak, ok, oblikovalka. Kakšna oblikovalka? Grafična oblikovalka oziroma oblikovalka vizualnih komunikacij. Pa tega nisem študirala, ja. Ampak mi to vseeno piše v statusu, ki so vmes zamenjali. Tako da me tisti, ki so se namučili, pa so res diplomirali iz vizualnih komunikacij, mogoče malo po stran gledajo. Kaj pa si pa študirala dejansko? Študirala sem pa dramaturgijo, ampak je pa nisem dokončala. Which makes sense, ja. Of course. Ne, ampak zakaj da to vprašam? Zato, ker ti delaš, na eni točki delaš tudi malo industrial designa, no? Mislim, neki tudi industrija, ker, veš, delam dekor za izdelke, ja. Ja, veš, se to me zanima, veš, kaj je, ker moji oča so to, ne? Veš, moji oča so in grafično in industrijsko oblikovanje počeli dolgo let, ne? In zaradi tega me to zanima, ker ti, pač, ja, kaj je to za izdelke, dej kako to zgleda? Ker ti nisi pa celi zgodbi zraven, ali je ful odvisen od projekta. Odvisen je od projekta. Pri enih sem jaz iniciator, tem sem od začetka zraven. Pol imam pa tudi naročnike, ki so pa zelo raznovrstni in raznorodni in iz različnih, imajo različne potrebe po mojih storitvah. Tako. Aha, ampak gled, tako, kaj rečeš, veš, če se sebe, recimo kvalificiraš kot grafična oblikovalka, ja. Veš, ampak ti delaš res, da je svašta enih stvari, ne? Ja, brijem, šišam, zube, vati. No, sem tako, ta distinkcija mene ful zanima, ker to sta dva različna, pač tako, dve različne obrti, ne, dokaj različne obrti. Ti se pa mene pa tako zgleda, zdaj, kar sem videl, kar počneš, se pa glih nekje vmes najdeš. Ali ne vem, se to te sprašujem v bistvu, no? V bistvu je tako, da sem v enem trenutku se odločila, da bom delala tudi lastne izdelke. In polka delaš lastne izdelke in si ti tudi nosilc vsega skupaj, je to drugače, kot če te nekdo pokliče pa reče, jaz imam zdaj 10 zvezkov narediti vzorce, pa nikoli noben ne ve, da sem jih jaz delala, pa se nekje prodajajo. Pa se ti zdi, da nisem nikoli prej se srečala z zvezki, dokler nisem svoje naredila, recimo. A veš, mogoče se ti to zdi. Zdaj, industrijski oblikovalec je čisto en drug človek. On skoncipira. A veš, ampak kako je to drugače? Jaz pa samo okrenclam, jaz pa v bistvu že gotov izdelk, a veš, mu dam neko novo podobo, neko zgodbo. Ne. No, sej, ok, tudi tukaj prijem, ampak okay, pa šta duši vprašanje, ki ga pač moram postaviti, ker si oblikoval, kaj je oblikovanje? Oj. To bi kao mogel na začetku, pa za nalaž nisem, ker to je ta najbolj beden vprašanje. Ampak zakaj zaradi tega vprašam, ker je, veš, malo vas je take stvari, da tako samo polono recimo, ne, veš, kašalcami hara, ne. In zdaj vas je ne par takih, ki delate v bistvu res stvari, ki se prodajajo, veš, ampak imajo pa še zmeraj nek ta duh, veš, arta, no. Se zdi, da tega je bilo prej manj. Prej je bilo zmeraj tako, ali je bil naročnik, pa je bilo se nekaj za to naredila, ne, ok, super, ne, ali je bilo pa, poglej, v kapelci. Razumem. Zdaj se vas nekaj pojavlja, ker ste pa nekje vmes plavate. Tako da, kaj je oblikovanje zate? Kadar delam z naročnika, jaz nisem umetnik, jaz načrtujem. Jaz rešujem njegove komunikacijske
težave in moram v bistvu govoriti jezik, ki ga on govori. Jaz moram njegovo štorijo povedati. Umetnik ima pa vso svobodo, da govori in komunicira samo sebe. Veš, to je ta razlika. Ne? A pa lahko preklapljaš med tem? Tako, ti ni panike, ja. Res, to me res zanima. Ne, seveda, so ljudje, ki so to preklapljali že v preteklosti. Okay. No, ampak ti si kle, veš, to je. Ne, nastalo je pa to tako, ker smo se mi v študijih, kjer sem prej delovala in super sodelovala, smo se skozi pogovarjali, če mi znamo delati izdelke za druge in so te izdelki ful uspešni, zakaj ne delamo izdelke zase? Ne? In pol si tam v tistem vrtincu, da si tam v službi, pa da je skozi treba sanirati neke stvari, ki uletavajo in nikoli ni časa. Ne. Pa sem jaz enkrat rekla, zdaj pa dajmo zdaj videti, zakaj se to ne da in kje je kleč, ne? In sem šla na svoje in sem začela delati po lastnih zmožnostih, pač finančnih izdelke. Naprej priva do izdelkov, kako je pa ta pač preskok bil, a ne? A veš, tam v firmi delati, kot se rekla, stvari uletavajo, pa sam naročniki, pa kol cajta, ne, pa nekaj to stran pade, ne. Pač, to je kar velik korak, bi človek rekel, ne. Mal stran pade, ampak pridejo novi, tako da jaz sem zdaj pač samostojna, pa imam svojo blagovno znamko plus, da delam stvari za naročnike in sem spet v tem lupu, ni cajta zase. Ja, pa se malo tako obnašam do lastnih stvari. Ma se bom enkrat, pa sam ta projekt zaključim, pa lej, sam še tega. Pa se pa kotali, ne? Pa se pa kotali, ker namreč, kaj mi takrat v studijih nismo vedeli. Mi smo mislili, da smo totalne face, ki delamo super stvari, ki se same od sebe prodajajo, kar je totalen bullshit. Ti enkrat narediš izdelek, ga moraš prodati, pa ta izdelek je lahko fantastično krasen, lep, ampak če ga ne znaš do ljudi spraviti, pa na police, nima smisla. No, ampak to sem da res to, ker to včasih tudi traja, ne? Ja. A še se mi zdi, da tega se folk nekako ne zaveda. Sploh pa zdaj v tej dobi Kickstarter in vsega tega, ne, a veš, vse zgleda tako instantno, ne? Ja. Ampak v bistvu ni, ne? Ne. A veš, ampak kaj, spomin bi bil primer tega, da je resmo trajal, pa... Ja, seveda. Prvo povej ta spomin, da ljudje vedo, da nekaj ne vejo, kaj je. To je ta spomin, to je ta... Kako se reče? Didaktična igra, kako ste mu reči? Ja, didaktična igra tako, za mlade, za otroke in mlade do 100. leta. Narejena je iz lesa, iz vezane plošče in je v taki lični škatlici, gor so pa podobice, imam 2 različici, ena je z živalcami, ena je pa s sadjem in predmetki. In ta sadje in predmetki je ta hipsteri old school, ne, v bistvu. Hipsteri old school, ja. In sicer jaz sem nekako hotela povzeti eno atmosfero, sem hotela ukrasti in to je sicer, ker smo mi bili v vrtcu, pa ker še nismo znali brati, pa smo mogli svoje mesto, tam, ker visi jakna, pa tam, ker visi brisačka, pa tam, ker na Reksovem ležalniku, kjer je tvoj, so bili češonca, da si vedel, lokomotivca, da si vedel, čigavo je kaj, ne. No, in to sem hotela s tem spominom malo obuditi. Ampak tako, kako je pa, recimo, ker si ti ta spomin naredila, ne? Tako, ker si imela nekaj v roki, kaj se je pol dogajalo, da se je to začelo prodajati? Štadijo mene zdaj. Ker temu Ben ne govori, veš, ti si pol zdaj ven, zdaj parkrat si bila v Cajtningu in tako, ženska, ki je naredila brutalen spomin. Poglej, veš ko, nič ni pa, jaz dvomim, da tako v četrtek si ga imela v sredo, pa že v štacuni, ne, veš tega, ne, no se to, ne. To je ful pot. Pa imaš ta spomin in se ti zdi matrovan dober spomin, da ga bojo pa vsi hoteli, ne? Tega pa jaz malo iz tovornjaka malo prodajala. Ampak ne, so bile deklice, ki so pred mano podobne stvari se šle, pa sem se na začetku malo na njih oprla. To je Miljanka Fabjančič, ona je bila zvezda teh sejmov. No, za čuda poznam, ker je bila njena sestra moja prelelka na Poljanah. Njena sestra je super, Tamara. Super, res je. Ja, sem res. Tamara. Ja, ne, jaz sem nalaš, ni važno. Ja, ovo je Slovenija velika. V glavnem povej, sorry.
Milanka je moja tesna sodelavka tudi. No. V glavnem, ona je en del poti, tudi kako najti pot do kupcev, pa na kakšen način komunicirati, je ona malo tlakovala. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da je ona rekla, veš kaj, jaz pa sem zdaj izdelala te stvari, jaz sem rekla, ja in kaj zdaj vsi k tebi domov hodijo, ja tudi hodijo k meni domov in pa sem jaz rekla, to je meni malo mrsko, jaz ful ne bi rada videla, da ljudje k meni hodijo. Pa prav, ja pa sej so sejmi, ne, in pol sem šla ta sejem enkrat pogledat, pa sem se pa odločila, da bom šla jaz tudi na sejem. Pa sem pa jaz toliko mesecev ugotovila, da meni mesto na sejmu mogoče ni. Ker moji kupci ne hodijo toliko na te sejme. Pa te sejme imajo pa tudi zdaj en tak problem, da jih je ful velik, da je ful nekurirano, a veš, vse živo se tam najde in potem je to vse skupaj tako ena kramarija. No. Ja. Se bojim. Rata garaž sejl velik, ne? Ja. Ja, ok. Pa sem pa rekla, Madonna, pa jaz moram bolj v trgovine. No? Pa sem pa malo gledala, pa malo narediš raziskavo, ki bi se rad prodajal. To so čisti začetki, to je res tako. Ne, pa se to je meni. Learning by doing. Ja, pa se to je, zato je pa to meni zanimivo. Pač. No in pa se ti zdi neki cajt, ki hodiš po teh sejmih, pa ki se dobivaš z malimi butiki, pa se pogovarjaš o tem, da nihče noče odkupati, da vsi vzamejo komisijsko. Pol pa komisijsko to pomeni, da vzamejo robo, ampak ti jo plačajo šele potem, ko jo prodajo in še to rabijo nekaj časa, da pač ti javijo, da so pač da moraš ti vse na začetku kriti. Pa moraš ti račun izdati, pa pol spet traja en mesec, pa tako naprej. Pa sem mislila, dobro, ok, pa sem v teh butikih prodajala, pa sem pa ugotovila, da mogoče bi bilo fajno eno veliko mrežo, zato da bom lahko hitro not prinesla, pa še kaj zaslužila. No, Pol sem pa prišla v mladinsko knjigo, ki je mreža, ki je večja reč in tako naprej. Tako da ja, proces je, mislim, nobene štenge ne moreš preskočiti. Ja. Počas. Pol je pa še tako, boh ne da trata, ne? Pa moraš imeti pa sredstva, da imaš vso to zalogo. Ja, no, tako, okay. Mi je všeč, da si to rekla. Ker, ja. Tako da je tako. Kad mi saj ratal, fakt, zdaj mi je pa ratal, ne morem verjeti, zdaj pa ne vem, kjem cash dobila, da bom vso to zalogo financirala, da bom, ne. Zdaj, Polona je kle na tej točki, ne. Ja, verjamem. Polona je na tej točki, tako zdaj pa prodor v tujino, ja, kupci, ja, velike mreže, ja, zdaj pa, ki bomo pa zdaj... Izdelalo se te šalce, kdo bo pa to plačal? Ja, itak je. Ja, ker v bistvu res smo mi malo tako štartali z nekimi lastnimi prihranki, što niso neke velike vsote, po lastnih zmožnostih. Ampak to je, pa zdaj že spet, sorry, kem zdaj na Kickstarter, že spet se obesil. Ampak tam je poln teh zgodb, pa veš. Ker tam se mi zdi, se pa to samo v krajšem času zgodi, ne. Pridejo gor, dobili smo denar, super, zdaj treba pa naročila izpolniti. Pa je pa treba naročila izpolniti. In je ta moment, se mi zdi, ne vem, folk, ali ga vsi preslišijo, ali ben noče, ampak ja, ta rata ti zdaj pa res treba, ne? Ampak ni tako pri Kickstarterju, da ti ta sredstva za zagon dobiš? Ja, ne, ampak načeloma moraš pač kar si obljubil izpolniti, ne? Ja, pa se to imaš pa v planu. Ja, a imaš, ne, se to je moj point, ne, a veš? Ko vsi dajo, veliko sem videl, se tako zajebejo, resno dajo neomejeno nečesa, ne? Ja. Pa pa kar ne enkrat, da veš, ne vem, deluje. Pa moj paratelj. Ja, ne, veš, gre šalco, naredi neko brutalno šalco, reče, naredil jih bom koliko jih je treba, ne, pa mora pa 20,000 narediti, pa je pa en model, ki se ti preseb doma v sobi, pa mora 20,000 šalc zastaviti, ne, pa jih zapakirati, poslati, ne, pa nar, ki si ga tam predvidel, mogoče ni dost, ne. Je, začaran krog je to. Ja, veš, to, in se mi zdi, meni je to, tako zdaj mi je to dosta obvious, moram pa reči, da sem na začetku, ko sem Kickstarter, tako, moj bog, to je to, ne, ko sem zdaj zmislil, ne, pa sem zdaj par teh zgodb slišal, ne, novo, mislim, ni to tako simpel, ne. Ni. Jaz sem videl, en lep primer sem imel, pač, ki sem imel tako malo bolj, tako vsaj second hand informacije, je bil ta Glenn Fleischman, ki sem ga tudi imel v aparatusu, no. On je pač ta magazin furil, to revijo, pač na iOS, on je pol naredil eno buklo, ne, in jo je dal na Kickstarter, ne. Rekel, da to je, zajebano, mislim, to je najmanj, kar se da reči, ne. Predvsem zaradi tega, ker če rata, ne. Ja.
ki je treba izpolniti, takrat si jo pa pač en model. Zdaj, veš kaj, ta segment tega, da ti moraš biti mal naiven, če se podaš v neki tasga, je ful dobrodošel. Če bi vsi z razumom šli v to, noben ne bi šel. Naredo, Če bi meni zdaj nekdo povedal, ne? Ja. Koliko je to enega dela, pa za vsako poslovalnico posebej, pa se z vsako poslovodkinjo lepo pogovarja, da te bo dala na vidno mesto. Veš, kaj tako pologotoviš. Jaz sem zdaj gled, da se meni zdi, da meni to trženje in prodaja ne diši toliko. Tudi zaradi tega, ker se to pol vse punce pravijo, da jaz, ki naredim izdelek, je zame narejen, gremo naprej, jaz bi novo štorijo bi povedala. Tam se še začne, ne? Tam se pa v resnici še začne, ampak je pot zame. Zdaj sem začela razmišljati, kako prideti do teh ljudi, ki prodajajo licence za imidže, ki jih pol ljudje kupujo za svoje lastne izdelke. Ali pa najdete založbo, ki se ukvarja, že s produkcijo se začne ukvarjati, potem pa še s prodajo. V bistvu ti res skoncipiraš eno stvar in potem jo... Pa koliko pa je tega? Mislim, da si predstavljam... Nekaj je. Ja, no, ampak kaj to pomeni nekaj? Nekaj je. Zdaj sem jaz tako na začetku, še nisem tako naštudirala, Blesva s Polono Pačnikovo, to je take na šalce riše, zdaj ima za ušesa. Blesva v Parizu. Ja. Sva šli na ta sejem, Maison. Ampak kako, sorry. In sva tam videli... marsikaj, videli sva take, ki sva midve, da lastno blagovno znamko furajo in tako naprej in se tam predstavljajo. Pa sva pa videli tudi založbe, ki pa v bistvu predstavljajo take male brende, ne, kot sva midve, ne. Kako pa tam to zgleda? To sem te hotel vprašati. Ker pač priješ pa Pariz, pa sklepam, da nista edine, ki sta prišle iz tujine, tam. Koliko je pa tega folka? Koliko vas je, no, to hočem vprašati. A koliko nas je obiskovalcev vsejma? Ne, koliko si takih, ki ste pač karišete, nekaj delate, a veš? A ja, veliko. Ja, mislim, to mora biti. Jaz mislim, da je to, pač vi, ki živite vmes, to, kar sem rekel, ne, med tem Artom pa to, a veš, se mi zdi, da je, in klej pa jaz lahko napeljam to na kompe, ne, in podobno, ne. Ne, ampak se mi zdi, da to res ne gre za zanemarljiv pač efekt tega, da imaš zdaj lahko doma več grafično postajo. Ker prej tega res ni bilo. Veš, karkoli. Veš, polovno sem videl na vakom riše. Veš, mislim, to je bilo prej znanstvena fantastika. Mislim. Pa pusti zdaj, da na koncu lahko ali Kitajci neki delajo, karkoli. Ja, sej Rambo je imel intervju zdaj v Mladini, ki je rekel, da v bistvu Turbo Folk se je z tega rodil, da je vsaka budala, ima že mašino. Ne, ampak ta demokratizacija, ki se zgodi, je itak zmeraj malo preveč upevana, ampak dejansko pa je, ampak si pa upam reči, da na voljuben dobiš pa več dobrih, ne? Ja, se strinjam. Ne, mislim, nekaj hiter je to, ne, da pa lahko vsak misli, da je dizajner, ne. Da ni res, ampak to ljudem dopovedati zelo težko, ne. Ja, ne, pač to je resen problem, ne. Veš, to je pa ta druga plat, ne. Veš, na eni strani ste ve, recimo, ne, a veš, ker ste dejansko s tem lahko pač to dosegle, kar ste, ne, na drugi strani pa sem da malo Photoshop, pa rabiš, a veš. Ne, tudi ta pot oblikovalca do dobrih projektov, do dobrih naročnikov je ful dolga. Ja, kako, a ni sam prosti trg, če si dober te najdejo? Seveda, če si dober te najdejo, ampak traja neki cajt, da ti tuleš, jaz sem ful dober. Ja. Pa tuleš to pač 10 let, pol pa dobiš dobro stranko, ki reče, prišel sem zato, ker znaš govoriti zgodbe, ker to narediš tako, ker narediš to po meri in mi je to super, jaz imam pa to, a mi rešiš to težavo, dajmo to skupaj in... Mislim, ta del... To res 10 let traja. Vse to, ampak to ben na omenja, meni gre to tok na jetra. Jaz to kle zdaj, kad te intervjuje delam, res, to non-stop vidiš. Izmeram zgleda vse, kada je bilo overnight, pač, ne. Ja, Mike Jacobs ali pa nekdo drug je pač rekel, my overnight success took me 10 years. Ja, ne. Ampak se mi zdi, ne ve, ali mogoče imam jaz ful napačen feeling, ampak se mi zdi, da te pač gratifikacija na netu, pa da je to neka tako miselnost je ustvarjala, da je vse odkole, pa start-upi, pa vse bo pokal, pa ne vem kaj. In se, ja, ne vem, no. Ne, počas gre to, ker se svet hitro vrti. Ene stvari pač ne moreš dosti najti.
Okay. No, zdaj pa grejo na dejansko na tvoje delo. Ne? Zdaj spomin so že omenila. Pa še ta nagel, ki se je meni zmaga. Ne? Ta nagel, ja. Kako prideš do česarkoli? To v bistvu vsega vprašam, ker se skratijo ukvarjam. Ampak to prej, ki si rekla, da je nek koncept, pa hočeš. Pa zdaj te sprašujem zate, pusti naročnike. Ja. Zdaj ti si zdaj te ideja in kako to zgleda? S čim se začne? Začne se s tem, da začneš razmišljati, kako boš naredil produkt, ki ne bo za izdelati predrag, da si ga boš lahko privoščil, da bo zadovoljil neke potrebe, da bo najdel neke kupce in pol začneš razmišljati, koga bi nagovoril. Kaj pomeni, koga bi nagovoril? Ker ti ne moreš narediti, mislim, ne moreš izhajati iz tega, da bi pa naredil univerzalen produkt, ki bo čisto samo všeč in vsi ga bojo hoteli. To je utopija. Ampak kako pač, kaj si pa ti predstavljaš, koga ti nagovarjaš? Jaz sem hotela pa narediti en spomink iz naše dežele, ki ne bi bil delal domače obrti, ampak bi se od tam mal napajal. Pa bi se lahko ponudil v trgovinah, ki ponujajo robo za turiste. Aha. Da bi turist neki... A toliko specifično, dejansko? Ja. Ok, to je pa zanimivo. In pol je meni skozi me nagovarja to neko preigravanje ene folklore, pa kako jo nekako pripeljati v naš čas, pa jo interpretirati. A veš? Ja, ok. Ne? In pa sem se odločila, mislim, to je bilo čisto logično, nagel. In potem zdaj so pa razne izpeljanke. Ampak koliko cajta pa pol ta proces traja? Veš, kako se si to povedati kot 3 stavkih, ne? Pa že spet, res, ful nočem imeti tega, ne? Jutri vstanem, pol narišem, pol se zmenim s tiskarjem. Ne, si to, ampak ful nočem imeti tega, res, ne, ker je to pač, to je res obrt in res ne bi... Pol pogledaš, pol že skoncipiraš, pa si rečeš nagel, pol preigravaš v nagel, pol pošiljaš ta nagel raznim zaupnikom svojim in jih sprašuješ, a ima to smisla in a misliš, da in pol ga pustiš medit tudi mesec. A moraš stran stop, ne? Ja, mislim, fino, dobrodošlo je, ne nucaš, ampak zelo... Veš kaj, tudi distanco dobiš do tega, tudi sam lahko rečeš, to je krep, gremo še enkrat, ne? Kaj si... No, to je že kar vrlina. Ja, ki si ga nikaj niso morali izgledati brutalen, ne? To je zmeraj, vsakeč je Picasso. No, moja želja pa zmeri pri vsaki stvari, ki jo delam, je pa to ščepec humorja in pa tudi malo provokacije, no? In jaz mislim, da ta nagel je to dosegel, no? Posebej, ker sem ga na jazz vrgla, se mi zdi, da tako povzame naš milje, ki se mi zdi tako super. Ja, tako, jaz sem kle gor rasla, to je bila folklorna pisanost, jaz sem se rodila v eni drugi državi, ki je imela ki je bila bolj široka v vseh pogledih se mi. No in pol to skoncipiraš in si zadovoljen in rečeš, ok, zdaj pa poglejmo v mošnjo, koliko je kle denarja, kaj lahko naredimo? Lahko naredim zvezke, koliko teh zvezkov lahko naredim, pa imaš komunikacijo z majstri, pa se cenkaš za ceno, pa iščeš pocen papir, ampak da bo še zmer prestižen, pa da se bo lepo gor pisal. No, sem sorry, kletem tudi prekinu, pa gre pa naprej. Ampak to veš, kaj reče, da bo še zmer prestižen, ne? Veš, to mene recimo ful preseneča. In pri tebi in recimo pri Poloni, ne? A veš, ker je krepi šalc pa zvezko je res velik, ne? Ja ne, govorim zdaj o materialu, nima veze z dizajnom zdaj to. A veš, ti pač, tvoji zvezki so tudi to je pač fajn je za roke prijetne. To? Ne, ok, ne se zgleda. Ampak veš, če se prahajam. Da ljudje rečejo, fajn ga v roke. Ja, ne, in ker se mi zdi, da je tudi, veš, jaz pol čutiš to neko skrb zraven, ne. Ker, veš, ti bi lahko tudi vzeli res najbolj čip možen, ne, veš, mislim, res, tiskaj jedva se skrb drži, ne. Ampak se mi zdi, da, a kle vidiš ti pol šanso, da, mislim, da te, bom rekel, premium materiali nazaj, če to pridejo, ker realno gledam so zginili. Ti zvezka, veš, tako, da bi kupil dober, tako, v smislu prestižen zvezek, ga zelo težko dobiš, če ni od te ideje. Hvala. No, ampak, veš, kaj hoče reči, v smislu, da je po tej poti prišel v obstoj. Eden, ki je to z dušo delal, pa naredil, pa hotel svoj brand, pa res pa nam ne okrepa. Ja. Sej, jaz nisem snovala zvezke, veš, kad bi bili z
da bi konkurirali Kitajcu, ker ne morem. Itek ne moreš, ne, ampak se mi zdi, da je to suvenir, pa da je Ja. to mal višji cenovni razred, žal, ampak višji cenovni razred ni iz kaprice, ampak je iz, žal, to toliko stane za narest, pa če smo zraven še narest, če kakšno serijo, pač to more toliko stati, ne. Ja. Ampak zdaj, ko sem šla ven, sem videla, da sem konkurenčna tudi s to ceno, ne. Jaz sem mislila, da imam malo nakladov, in da zaradi tega, mislim, itak, ker imam malo naklado, je strošek izdelave višji, ja. ful višji. Ampak pa sem pa gledala zvezke zdaj v Parizu, te nek podoben rang in so v bistvu še dražji, kar me je presenetilo, ker sem mislila, da te ljudje, da njim je paratal, oni so pa ful face, oni pa te letalonosilke teh zvezkov vozijo z ne vem kje, ne. Ja. Ampak očitno ni res, ne, to so vse zelo male serije, ne. Ja. Tudi zunaj, ne. Tudi zunaj, ja. Ok. Osem to je kar zanimivo, mislim sploh to, ker pa izmeram ta Slovenija, pa mehni, pa so ta jajca, ne. Ampak ja, ok, to je pa dosti fascinantno, ne. No, ok, zdaj zbarala si material, ki je bolj premium, ne. Kaj se pa zgodi? Pa rečeš, ok, lahko si prvošam toliko pa toliko zvezkov, koliko pa zdaj bi pa jaz želela, da naredimo še ene razgledance, ki ne bi operirali z neko fotografijo Ljubljane, ampak z neko grafično rešitvijo. A imamo denar, dober, a imamo trgovine. Ene par jih imamo, ampak si polka imela narejen, bom najdla še druge trgovine. A klej pa malo na naivnosti. Ok, lepa. Pa te pa kakšna trgovina zavrne, pa mislim, veš kaj, zmeri toliko naredim, da lahko skladiščam, pa da lahko... A ja, valjda, što sploh pomislili, se to moraš tudi nekje imeti, ne. Se to ne gre, ker takoj v štacune, ki pride, ne. A veš, to ne gre tako. Ja. Tako da, ja, no, in pol to daš narest in takoj obvestiš tiste trgovine, ki tečijo med in pol to neseš tja in pol čakaš. Moja sezona za turiste je od maja do konca septembra. Ja, takrat jaz največ naredim. A se ti tako dogaja, da dejansko takrat moraš tako filati naročila varianta? Takrat je kar... Ja, a veš, moram biti na voljo, zato da jaz prinesem v štacuno. Aha, lepa. Ne, ampak koliko se pa to pozna, pa se to je že spet, ampak ta turizem v Sloveniji, ne? Ja, pa zdaj jaz imam samo v eni taki, ki je res turistom v Iki, ki je super štacuna z... Ampak dejansko se pozna to? Ja. Veš, mislim, jaz za Ljubljano si predstavljam... Jaz imam zdaj mrtve mesece, tudi decembra nisem prav zelo dobro naredila, a veš, kakor sem recimo čez poletje, ne. Ja, nekaj si predstavljam, ker zdaj itak bolj sodaš kot po Ljubljani, ne. Veš, kaj včasih, ne, v 90-ih, v avgusta si bil klet, ne vem, jaz pa še dva, če si šel po mestu, ne. Zdaj tega res ni več tako, ne. Ampak to se dejansko, mislim, tako lahko reči, da to je... Ja, turisti v Ljubljani so, to ni mit. Ja, pa se kaj jih vidiš, ampak ne, veš kaj, mene na eni točki to ne vem, zdaj tako že ne 7 let nazaj, me je res presenetilo, da sem videl, da prodajajo razglednice v Ljubljani, ker jih prej res niso, ali pa jaz nisem bil pozoren. Tako, da bi bili te štantki, z razglednicami preštacuno, ne. Tega prej res ni bilo, razumljivo, zdaj je 47 hostlov v radiju 2 kilometrov, ne. A veš? A pa si to tako, ok, vnaprej zaveš, zelo me je to presenetilo, ker si rekel, ja, bom turistom prodajala. A to je tudi na podlagi tega? Ja, jaz sem bila mislila, da kdo pa še pošilja razgledance, komu na glavo pade, da investira, da gre delati razgledance, mislim, res butast. In pa sem šla po teh trgovinah, pa sem malo spraševala, kva najbolj gre, po čem najbolj sprašujejo in je bilo tako, razgledanc največ prodamo. A ja. Okay. In razgledance se res dobro prodajo. A res, to mene logike. Mislim tako, zdaj, itak iz moje naivnosti ne bi v life od tega rekel. A res, kaj? Ok, to mi je tako, pač, ker sem videl, da imaš tudi za Dunaj, ne? Je tudi verzija, ne? Pa sem tako, da nazaj napreden prijeva, koliko je pa dejansko nekih različic, pa mi rekel, sam tega likovnega dela, ne, kaj daš. Koliko je bilo različic nagla, napreden je bil to ta nagel? A imaš neko cifro, tako pravim bližen saj? Ne vem, najprej začnem kracati
v zvezek, ampak to sam jaz vem, kva sem narisala. Okay. Pol začnem sestavljati. Pol pa, kaj pa vem, pa se veš kaj, jaz tako delam, jaz najprej naredim obuč, tako veliko stvari, pa pol je v bistvu sam izvedba tista, ker se usedem, pa izvedem to, kar sem sproducirala v med ušesi. In ful nimam tega preigravanja. Ni ono tako, da je 37, potem pa... Moj učitelj za oblikovanje v srednji šoli je rekel, da imam dolgo inkubacijsko dobo. Okay. To je bil Blaž de Glerija, to je bila najboljša analiza mojega ustvarjalnega procesa. Ja, jaz melam in tako na skretu in ko gledam televizijo, televizijo ne gledam, ko gledam nadaljevanke, skozi premlevam in pa se usedem pa naredim. No. Tako je to premenno. Ok. Pa to, kar rečeš, kar narediš, pa zdaj itak bo pa šla dejansko nastrojeno po programsko, ampak tako, prej ste rekla, začne se v zvezku, pa se pa kaj zgodi? Kdaj računalnik pride v igro? No? Računalnik ful takoj pride v igro. Jaz sploh ne predstavljam življenja, to je del mojih možganov, no. Res sploh ne vem, kva bi. Ka meni roka ne uboga toliko, tako kot ti moje prijateljice. Pride pa, ja. Okay. Ne, jaz bolj sestavljam stvari, jaz sem tak švabski tip, no, se me tu zabavajo. Jaz tako zelo, najprej mrežo, pol tam poiščemo zlati rez, iščemo v nedogled, pa začnem postavljati, veš. Tudi ta Ljubljana, to je v mreži, to je vse računam, kje je zdaj v nas streha, koliko je... Ja, to je... Pa si bolj Volkswagen kot Alfa, hočeš reči. Ok, nič slabega, samo da se sebi prevedem to, ne. Pravi, da sem analitičen tip. Ja, mislim, da sem. Ampak sem ugotovila, jaz se morbiti nisem taka bila rodila, ampak sem ugotovila, da je to metoda, ki je ful učinkovita, ful manj cajta ti vzame. Kako nemško od tebe, povej. Ja, no, res. Ne, pa sej, itak vsak človek drugačen, ampak kaj si imela potem za vzore? Za vzore, ful različno. Bauhaus, ampak ja, Zanče Polona rekla, ti bi super delala kostume za predstave. Sem rekla, ja, čisti Bauhaus. Ampak ja, najbrž bi res tako. Kaj so moji vzori? Pa tega je toliko. Ne, ampak kaj veš, ko mene zanima me, to mislim, da sem tudi Polone sem to rekel. Jaz sem enega šolca osnovni, ki pa znal risati. On je pač znal risati. On je nam Bobra risal, to sem že enkrat povedal, to zgodbo so vseeno. Glavnem, jaz pač res ne znam risati. Ko govoriva o roki, ki ne oboga, ne. Jaz sem kar proti. Ampak kaj, iz česa si se kot froc napajala? Ker to smo že imeli, da mi je par risank smo videli, par stripov smo videli v life. A veš, kaj je bilo tam? Kot otrok, vse živo. Kot otrok sem jaz bila deležna vseh čebelic. Se pravi, sem vse Ivo Šubic, pa gospa Godec, pa tako naprej. Vsi naši ilustratorji, mislim, mi imamo res velike ilustratorje. Ja, to jaz tudi naredim. To je noro. Pa se to imamo, Slovenija pa dizajn nekako glede na preostali del slovenskega meja je dizajn orengi stopa. No. To jaz ne razumem čistega, ampak dejansko. Ampak tako, pa stripe kot take si brala ali ne? Mustra sem brala, ta zabavnik Mikijev sem brala, ko sem bila mal večja, sem Pinace, Okay. Ta humor mi je blizu. Okay. Ne, ampak to, kako so te pa Američani pol uničili na eni točki? Pa niso me uničili, jaz imam ful rada Ameriko. Ne, pa to sem bolj tako rekel, pač vpliv je ziher bil, ne. Ameriko imam jaz zelo rada, tako da od Amerike, recimo zdaj, ko gledam nazaj, kdo mi je res car, mi je Paul Rand,
To je en tak dizajner, ki je za IBM je naredil, veš, vlogo, to moraš ti vedeti. Ja, te črte. Naredil je uč, čebelo, pa M s temi črtami. Ja. A veš, tak ribus. Ampak je delal tudi slikance za otroke, čisto avtorske, svojo ženo, ja, mislim, da je bila žena. Ana. On mi je en tak, veš, ko si prej govoril, pa smo oblikovalci, pa smo tam nekje, se sprehajamo med artom, pa nismo čisto artni. Ja, on je en tak, recimo. Je pa res, da je pri nas tako, da oblikovalci ful težko pogotnemo koga, ki je bolj tak aranžer, a veš, ali jaz polka delam, pa tako da... Pa da, jaz že spet mislim, da to bo tudi šlo stran, ne, na eni točki. Ja. Veš, da se bo počasi vse sprejelo. Mislim, da se na vseh poklicih, gremo temu reči, zdaj to dogaja, ker se je toliko odprl, pa toliko je enih orodij, ker lahko marsikaj kdo počne, da se to malo lomno, ker prej so bili pa res taki gatekeeperji, veš, tudi pred dizajnom, ne, so bili nori v bistvu. Tako se pravi, moj fotor je v bistvu dosti sam operiral, ne, kar je bilo za unecajte, ker bizarno, ker za nazaj gledam, to kar malo creepy, pač, ne. Ja, no, veš, mislim, čuden, da je, no, iskren, pač, ampak super, ne. Ok, pa sem še ena stvar. Kaj pa pop kultura kot taka? Ja. Pač, pa zdaj že spet ali Američane, ali pa Japonce, ali pa Francoze, veš, te štruje, ki so močne. A veš kaj, to, kar sem prej govorila, da smo zrastali v eni deželi, ki je bila bolj prostrana, kot je zdaj v več pogledih, ne? A veš, mene recimo, jaz sem ful hvaležna tako za Periskop in TokTok in Nedeljni zabavnik in Branko Takockicu in, a veš, to je meni vse bila... To je mene nekako zgnetel, to je naredil. To je dejansko takrat bilo dostop do tega, ne? Ja, to sem jaz bulila. Jaz sem se celo pretvarjala, da sem bolna, da sem lahko doma ostala, pa sem Branko tak gledala. Ja, okay. Super, ja. To je predanost. Ja, gledala sem ta dječji program. Okay, viš, jaz sem imel to nesrečo, da smo v Trnovmu, je cel blok kradel Sky Signal, ki je v satelitski krožnik, in sem pa DJ Keta gledal konstantno. Ja, okay. Tako da jaz sem pa Simpsoni pa Transformersi. Dobro, ja, dobro, Transformersov nisem imel, ampak Simpsonovi to je... Ja, ok, kaj je on, Matt Göring, kako je, ne vem, ko se reče, on je te malo kičast, pač, kaj je ta človek naredil iz res neke, med reklame, risanke, kar malo brez veze. Kralj, še zmerom. Yes. Okay, pa zdaj, jaz sem v bistvu zelo pred kratkim, v bistvu ene par teh kolegov, ki tudi podcaste delajo ameriških, navdušili pač nad ameriškim stripi že spet, ker prej so bili meni zmerno to predrage zadeve. Če si hotel pač Dark Knighta kupiti, pa sem jih dejansko par prej sem ga zmerno sposodil. Si šel geonautika, pa so ti oči vam padle, ki si cene videl, ne. Sem pa ta Marvel Unlimited, pač en app je, ki nisem bral, pa me sam zanima, a bi se čeza tazga ti kdaj lotila? Ker, zdaj pa ti bom povedal zakaj, ker se mi zdi, da ti bi mogoče lahko neko naracijo speljala čez to svojo švabskost, ne? Pa to je zdaj kompliment čisti? Ja, ne, jaz to vzamem kot kompliment. Čisti kompliment, ne? Ampak se mi zdi, da dejansko bi lahko pač dejansko eno zgodbo čez spravila. Z tem estetskim čutom. Ker me je ker me je to presenetilo, ker jaz sem mislil, da pač Marvel, tisto, kar sem jaz videl, pa DC, sem mislil, da pač poznam. Pa vidiš, da je tam polno enih stvari, ki ne pridejo glih preko Hollywooda do nas, ki je večina stvari prišla. In me je tam dosti presenetilo, ker je dosti takih stvari, ker nima veze s tem, kar mogoče, ali pa saj, kar imam jaz kot, to je pa strip. Tudi če Zagorja gledaš, pa veš, te naše. A to te je kdaj zanimalo ali ne? To me tako zanima, tudi iz tega, ker si studio delim z Matajem Dečekom pa z Milanko, ker ima to res s tako lahkoto te stvari počnete, da se meni zdi, v redu je, bom jaz drugo prevzela, bom jaz mreže postavila, pa dramaturginja v meni bo povedala, kako moramo ta lok speljati, pa kaj bo v zaključku. Ampak, te stvari me ful zanimajo in to je ful zanimivo, kar si rekel. In jaz sem hotela to izživeti pri enem projektu, ki se mu reče Lutkovno gledališče, ki z Milanko skupaj zdaj sva to sezono zasnovali v bistvu vso komunikacijo njihovo. Aha. In sva si izmislili enega lika,
ki bi bil nek vodič po gledališču, s to Milankino čisto sproščeno risbo, ki je res navdušujoča. Tako da ja, malo čez to, malo življam to potrebo, pa mi je super. To mi je super, da se zdaj celo pogovarjamo, da bi res delali neke avtorske stvari. Ampak zdaj spet ta Švab v meni reče, zdaj pa robiš 2 meseca off, moraš preštudirati vse, kar je, da vidiš, česa ni. Ampak to je, jaz res tako delam. Ne, pa se to meni to v bistvu po svoje, meni to ima ful smisla. No? Moram reči, mislim tako, da greš, mogoče zato, ker sem dosti isti, ne? Da greš, tako kar je te naivnosti, te sam zaslepite, da pol to delaš, da delaš plana, veš, da si romel. V bistvu si za tiste naivnosti sam prepriča, da se bo šlo skozi. Ja, ok, fair enough. Tako da, ja, mene to, kar si rekel, zelo zanima in mislim, da je to... Ta del me zanima. Točka 2 v tem letu. Tole še podelamo, pol pa... Se to, da gre iz te strani, da gre iz spomina in nagla pol v neko naracijo, ne da iz naracije prideš na spomin pa nagel. Ti se mi zdi ful bolj logična pot, ne vem zakaj. Da prvo nekaj stripe rišeš, pa rečeš, da pa še nekaj narisal. Pa je to tako logo, so vse. Po tej strani se mi pa zdi, da ali se ne vem, se ne zgodi, ali pa da jaz nisem zaznal. Da imaš nekaj ljudi, ki so tako, pa grejo knjige za otroke delati, ali pa ne vem, nekaj tazga. Mislim, da sem prišla do tvoje strojne in programske opreme. Ta del, na kraju. A viš, česa vse nisem povedala? Ampak, ne, ker si rekla prej, da je komp del tvojega lifea, ne? Ja. Ok, daj povej, prvo kaj uporabljaš, pa tem pol nekaj vprašajo v glavi, no? Kjero kišto uporabljam Kišto. In kaj v kišti. Ja. Jaz imam iMac-a. Okay. To je ne, mene noro mi je, da, pa kako vam je to dosti, jaz to ne razumem. Ker ti ipak saj slike premikaš, se ne pravim, da mora pa biti brutalna mašina. Vsi imam vakuum, ali kaj me sprašuješ? Ja, ne, bolj zaradi tega, veš, iMac-i so v bistvu laptopi zapakirani v desktop, ne. Tam noter so laptop komponente. Okay. In to si zmeram bolj švoh, kot to, kar lahko v desktopu. A veš, zakaj je to? Sej vem, kaj me sprašuješ. Što si v tem, da investicija v ta komp je kar visoka. In pol, če se ti odločaš med laptopom plus monitorjem, ali pa kupaš nekaj, ki je all in one, ki je ala all in one, če to je tisto kravo ful težko prenašati, si rečeš, pismo, to mi je malo bolj povoljno, ne? Pa pač ne bom zdaj tega sabo nosila, ker pol se mi bo gor kafe polil pa všlo, gor sem zvalila, ker bom, ne vem, se že kaj zgodila, ali pa bo kdo brcnil in ne vem, zaradi tega recimo. Pa tudi zdaj mi je super, ker sem ker imam studio in zjutraj vstanem in gremo v studio delati. Okay. Ne, da delam iz posle, to bi se mi zdelo tako mizerno. Se to je baje ful težko, ne, to si pravi, ne, ker so če so solo, ne, da je fajn imeti rutino, da greš nekam. Da se ti zmeša baje, to sem se že to ne, vedno je, veš, ti se ob 3 znajdeš, sediš tam za kompom, nisi si niti zob popravil, a smo kaj jedli, a veš, tako res. In ob 11 zvečer še zmer štrckaš, mislim, brez veze, res, nobenega smisla. Omejitve. Že spet kako švabsko od tebe. Ne, ampak se to je res, ne, se mislim, da tako smo pa vsi narejeni. To si sami ljudje si lažejo, da niso tako narejeni. A pa imaš vakuma, I guess? Okay. Kaj pa tablice, telefoni? Tablice imajo, moj fotor ima eno, moj brat ima eno, jaz tega ne razumem, kako bi to lahko. Zakaj bi to človek uporabil? Ja, zdaj pa je za vas edin zanimiv Microsoft Surface. Okay. Ker ima je, to sem pa zdaj bral zadnje cajte, se to ful izpostavlja, ker ima je ful dober digitizer. In dejansko lahko Photoshopu z nekim finim stylusom dejansko počne stvari. Ker ni tak touchscreen, kot na iPadu pa na Androidih, ki je prilagojen prstu. Dejansko je toliko natančen in zdaj sem bral, da tu ful takih dizajnerjev, da dejansko to ful uporabljajo, ker je kao res tako, dejansko Photoshop si da žal lahko počne stvari, pa še portable je, ne.
Je pa res, da Surface je drag, ne. To je tako, to je kot MacBooki, ne. To je tak gnar, ne. To ni uno, Windows laptop za 400, ne. Ja, ok, razumem. Ne, tako, čakam, da mi bo en to rekel, ki je oblikovalec. No. Aha, da bo to. Ker dejansko, to sem zdaj pa res tako parkrat že prebral. Simer biti a veš, jaz pa vse prihranke dam v moje produkte, ne. Ja. To mi je pa investicija. Pa RAM si že menjala v iMacu, še ne? Ne, moram pa reči, da nisem toliko zelo pismena glede teh stvari. Aha, jaz okay. Tudi tisto operacijski sistem, ki je bil 5 let nazaj, ko sem kupila mašino. Kaj nič ni pa update? Wow, okay, ne bom. Ne, nazadnje je bilo tako, dajmo update, pa imate rekel, bom jaz zdaj update in je update in pa mu ful stvari ni dela. Pa se moj nekam predstavlja in bilo meni tako, to je nočna mora. To pa da zgubiš en delovni dan, zato da pogruntaš, kaj moraš odklukati nekaj što. Ja. Ok, to celo štekam, to, ok, v redu. Tako da to, ker imam pa tudi telefon, je pa tole je. Zakaj si rekla tole, kaj bo zdaj vam bilo? Aha, ok, štirka? Šterka. A 4S? Šterka z unim operacijskim sistemom. Ne bom, vse mislim, da 7, ker sploh ne vem, če gre na tega. Ne vem. Po moje ne, ja. Ok, a pa ti je cool drugače iPhone, mislim? Ja, to, kar jaz uporabljam. Jaz iPhone uporabljam za pogovarjati se, pošiljati SMS-e, štrckati po socialnih kanalih. In to je to, kar jaz delam s telefonom. A imaš še kakšen hardware, pa lahko pa takoj poveš, kje repe uporabljaš? Če imaš še kakšen hardware? Tak, za izpostaviti. Pol Kindla, to zmeram rečemo. Sesalc? Ok. Čak, če bi bila rumba šteje, če ni rumba ne šteje. Ja, rumba je najboljša. Ne, pa kaj je Apple, za risati sklepam, da si kaj Photoshop, Illustrator, pa to ne človek. Ne. Se tam ni, v bistvu se mi zdi, da Klepr 2D je to sploh ni. Mislim, da je konc, da je konc vojne. InDesign recimo, pol so pa še taki razni, ki so pa še malo bolj, ki so za fotografijo, Lightroom. Ja, ampak načeloma na eni točki daš Adobe dušo in je to tako, ne. Ja, to tako. Oni so pač zmagali. Ja. Ok. Pol surfam na Chromu. Edim prav. Ja, ful sem zadovoljna. Ja, verjamem, sploh če Safari. Ja. Moraš videti moje bookmarke, kako imam to posortiran po mapicah. A ja, si? Ja, ful. Okay, lepa. Za backup. Enako drugače. Backupiram jih pač tudi peš, plus da imam Xmarks uporabljam tudi. Aha. Ja, tako da ja to. Ampak da se ne zgubi. Edin kle sem fascinantno, vse ostalo je tako boring. Ok, nekaj pa na telefonu, tiskar dejansko uporabljaš. Na telefonu uporabljam kaj imam ti za podcast, ali imam, ne, za vsakega, ki ima podcast, pa ima to, recimo Merona imam. Aha, imaš app, imaš svoj app. Ja, ok. Pol imam te štacune, ki kupujem oblačila, imam tudi. A veš, tako, take. Ja, take, ok. Kaj imaš pa za Twitter? Navaden Twitter, ne? Navaden Twitter, moram pa reči, da jaz ful nisem usvojila še tega Twitterja, nisem tako... Pa dobro, sem si gor pač. Dobro, sem gor, sem tiste 3 mesece, sploh ne vem, če znam tvoriti kaj pametnega. Se pa se hitro navadaš, ne, v isto 40 znaka. Kaj pa špili? Ne? A veš, da ne? A si kdaj igrala? Igrala sem Prince of Persia, to sem igrala, pa valjda Tetris pa Pasjanso, pol pa od teh takih finih sem pa Grim Fandango in potem je edina stvar na svetu in to je to in kle se konča in jaz špilal. To je res dober špil. A sem bral ali je celo nek port za iOS od zunaj? To pa zdaj nisem zihar. Ja, veš kaj, jaz zdaj igram Knights of the Old Republic, ne, ki je pač en Star Wars špil, res tako dober, ki je prej napisal in so naredili port in ki imam cajt, zdaj to igram, to je zdaj moj gaming. Ne. In ne vem, pa sem neki bral, zdaj pa ne vem, na pamet govorim ali ne, ampak mogoče celo kdaj pride na tablice. Tako veš, Grim med sabo, ko hodaš, a veš, ne. To je res fino. To ni slabo, ne. To je fino. Ampak ti moram reči, da mene nikoli ni v to potegnilo. Ja, ampak si pa tudi tako od pustolovščin realno gledam zadela eno od top 3. A ja, po moje. Ja, veš, to pa Monkey Island, pa še ne vem. Zdaj iz glave ne vem, kaj se spomnim, vse so to druge, no, ampak Grim je kar visok, ne.
Ja, pa narisan epsko, ne, sploh za unecajte. Holy mother of God, ne, ja. Tako da z gejmi sem tako, pa kdaj dobim naročilo za narediti kakšen meni ali pa celo kakšno igrico, pol pa dečeko full tool. Pa zakaj, ti sploh ne igraš, ti sploh pojma nimaš? Pa njemu predam, pa jaz delam menije, on dela... On je risal tudi te prasce, ne? Pigs, problem sem. Tako, tako. To je. Ok, lepo. Zdaj pa zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Ena fizična stvar, ki ni babica, ki je naredila tisto tvoje življenje, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več. Aha, majoneza. Ok, fair enough. Ne, majoneza, ja. Ok. Vsi bi rekli Nutella, sem ne majoneza. Majonezo res lahko namažeš tudi na Albert Keks, pa je dobro. Pa je v redu, ja, to je res. To je res. Tommy Hellman, so kaj tretjega? Zvezda. V redu. Zvezda. Ne, res je najboljša. Res. Ja, dejansko. Jaz sem jo nehal jesti. Ker mi je bilo, uničila mi je trening vsakič. Pa sem šel na basket in sem se vedno skoraj bruhnil. Sem to. Zaradi tega, tako da če jo znem nek vikend, neki tako je. Ja, se kar strinjam. Se tudi nazaj držim, po mojem. Ja, tumače. Imam pa kolega, ki je to, kaj že, ki ne sme mlečnih izdelkov, ne? Ni toleranten na laktozo. In samo majonezo je. On ima pa džare majoneze doma, ker je to edina stvar, ki si jo lahko in namaže. Ja, on pa to je. Tako da on ima srečo v nesreči, se temu pa reče. Drugač pa hvala. Hvala tebi. Bilo je ful prijetno. Enako. Za človeka, ki ima neskončno tremo, je bilo to čisto. Ja, ful se te poznali, tako tiha si bila, nisi hotela govoriti. Ne, to res, hvala ti. Mislim, da sem presegla eno fobijo v life. Te ful hvala, to je to, Aparatus. Hvala ti. Tana, včasih mi je bilo. Tole je bila 96. epizoda Aparatusa. Tejo najdete na Twitterju pod @teja-ideja, jaz sem na Twitterju @anzet. Še enkrat naprej grem, ful hvala vsem, ki ste že podprli Aparatus, pa unim, ki to boste naredili, to lahko naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, iber, hvala, ker res vsak evro prav pride, hvala, ker ste poslušali, to je do naslednjič, to, čau.